Radijski misijon. Mali misijonski nagovor. Mitja Markovič, župnik v Šentjurju. Ne vem, koliko ste si, draga sestra, dragi brat, vidva, Svetim Duhom na ti. Čisto mogoče je, da sta si. In čisto mogoče je, da je ta moj vprašajoč uvod takšen zato, ker vaju sodim po sebi. Ja, ko gre za naju, Svetim Duhom, imava kar zanimivo zgodovino najnega odnosa. Dolgo sva se, bi rekel, tako bežno poznala. Veliko vedela drug o drugem, a bila nekako na varni distanci. Zdaj govorim, kot da sva bila vzajemno zadržana drugega. Govorim, kot da bi drug drugega puščala ob strani. On, Sveti Duh, mene seveda ni. Hvala Bogu, da je Bog. Če bi bil on samo malo podoben meni, bi se meni že zdavnaj slabo godilo. Pa se nimam nad čim zares pritoževati, ker me on ni puščal samega, ker me je on ves čas iskal, mi šepetal, me nagovarjal. Jaz njega pa dolgo imel nekako pospravljenega, tam nekje na eni duhovni polici, na tisti pobožni polici, kjer imam pospravljene tudi meni ljube svetnike, Frančiška, Jurija in mojega svetega Demetrija. Nekje v tistem kotičku sem ga imel Svetega Duha, kjer v molitvi rečeš, daj zrihtaj mi tole, prosim, pri Gospodu Bogu. Ja, si vas sedaj kar predstavljam, kako ste zgroženi in kako ste v notranjosti že vzdihnili. Pa saj Sveti Duh je vendar Bog, on nima pri nikomer kaj zrihtati, ker je on sam tisti, ki vse zrihta. Še kako prav imate, seveda, sej to sem vedel ves čas tudi sam, tako kot o njem veliko vedo tudi naši birmanci, pa se zato še prav nič ne spremeni. Ko iskreno gledam nazaj na svoje življenje, ne morem, da ne bi ugotovil, da sploh nisem bil prav dosti boljši od naših birmancev. In ja, to se je dogajalo meni, katoliškemu duhovniku, ki bom kmalu zaokrožil svoj srebrni jubilej služenja cerkvi. To se je dogajalo meni, ki sem si na fakulteti tudi iz dogmatične teologije prislužil nekaj desetk. To se je dogajalo meni, ki sem dolga leta birmancem in drugim veroučencem, mladim in odraslim kristjanom, po moje povsem brezhibno razlagal, kdo je Sveti Duh, da je oseba, da je odnos, da je ljubezen, tista prava med očetom in sinom, da je Bog, da če resno mislimo z vero, potem ne moremo mimo te ljubezni, ne moremo mimo njega. Še danes verjamem, da sem to vedno znal kar dobro povedati, mislim, da celo prepričljivo razložiti. Ampak sej poznate to bistveno razliko. Eno je veliko vedeti o nekom, nekaj čisto drugega pa je biti v odnosu. Eno je govoriti o Duhu, drugo je živeti v njem, z njim v srcu, denimo odpirati Sveto pismo, v poslušnosti njemu iskati poti naprej. Počasi. Prav počasi sem pričel dojemati, kdo nam je podarjen. Ne nek paket darov, ne neko priročno duhovno orodje, nekak priprošnik, ampak silovita navzočnost, Bog sam, ki daje življenje, ogenj, ki razvnema novo navdušenje, veter, ki od nekod zaveje, ko smo vse že skrbno zaprli, zaklenili in zapahnili vsa vrata in naredili križ čez sebe. Kaj me je prebudilo, kaj mi je odprlo oči, težko rečem, ni bil kak posamezen klik, ni bilo kako izjemno doživetje. Vsekakor je bil on sam, njegova vztrajnost, njegovo šepetanje, prigovarjanje, njegov piš, ki traja leta in ki se ne naveliča in ne odneha, pa naj ga še tolikokrat zavrnem, spregledam, pustim ob strani. Bog je ljubezen. In včasih je ljubezen prav v tem, da ne neha šepetati. Vztraja
vztraja in se ne naveliča. Dokler se naposled ti ne naveličaš ignorirati ga in končno čisto malo odpreš in pogledaš, kaj neki se dogaja zunaj, in potem nenadoma zaveje. In ti najprej napolni pljuča in poživi srce in se skoraj sesedeš od moči resničnega življenja, ker si bil pač tako dolgo navajen na životarjenje. Potem zapiha še bolj, tako da dvigne vse tepihe, kamor si tako dolgo skrbno pometal in tudi pred seboj skrival vse tisto, kar ti ni všeč. In potem odgrne zavese, da zasije luč in te znova najprej zaslepi, ker si pač navajen na mrak in sivino pustega vsakdana. In si najprej celo nezadovoljen in slabe volje, ker je bilo doslej vse tako lepo pospravljeno in si živel v sicer lažnem, a udobnem miru, zdaj pa nenadoma tak nered in si sredi vsega tega novega in živahnega življenja nenadoma čisto izgubljen in bi najraje spet vse zaprl in pospravil in zagrnil, odšel nazaj v Egipt. Kaj za to, če si bil tam sužen? Utegne kar trajati, preden počasi, zelo počasi, a vendarle zahrepeniš po tem novem, po tem pristnem, po iskrenem, po svobodi, po pravem življenju. Od takrat gledam drugače, opazujem to njegovo silno moč, povsod vidim njegovo delovanje, v sebi, v bratih in sestrah, še najbolj v skupnosti, v občestvu. Tam je najprej in najlažje videti sadove. Ja, sadove, ne učinke. Učinki, to se mi zdi res grozna beseda v kontekstu Svetega Duha, ker me spomni na reklamo za pralni prašek. Sadove, Sveti Duh ni učinek, Sveti Duh daje rast, Sveti Duh ne proizvaja rezultatov, Sveti Duh rojeva sadove, krasne sadove. Pavel jih našteva v pismu Galačanom: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, kratkost, samoobvladanje. Ne le, da sem postal pozoren, iskreno sem se pričel veseliti rasti sadov. Mož denimo, ki je 5 srečanj zapored vztrajno in dosledno molčal, je na 6. srečanju povedal svojo zgodbo, ki nas je vse ganila. Kdo drug je bil posredi kot on, Sveti Duh? Ali sodelavka, ki nosi težo ran, ki jo razjedajo in zato pogosto rani koga od svojih bližnjih, čeprav tega noče, se nenadoma omehča, nekaj se premakne, njen nasmeh ni več ciničen in njena vljudnost ni več maska, postane pristna in zares vesela. Sad duha, kaj drugega. Ali v nedeljo po maši, ko pred cerkvijo pijemo kavo in se zavestno odločimo stopiti do nekoga, ki ga še ne poznamo, in z njim navezati stik. Sveti Duh. Med sestankom se oglasi nekdo, ki pravi: lahko kaj pomagam? Kdo drug mu je to svetoval kot on, Sveti Duh? Ali ko snujemo družinsko katehezo in se nas 10 egotov, vsak s svojim najboljšim predlogom, dobimo in zmoremo uskladiti za enega samega in ga potem zares posvojimo in ustvarimo tak osnutek, da še sami sebi čudimo. In vemo, to ni samo človeško, ne more biti, ker vsak zase ve, da nas tole preprosto presega. To zna samo on. Res, veselje je opazovati sadove duha. Ko vam že odstiram zgodovino najnega odnosa s Svetim Duhom, naj se vam spovem še o tem, kar je potem sledilo. Ko me je zajelo to novo navdušenje, ko sem okusil moč duha, sem seveda zahrepenel po več, tak pač sem. Vedel sem za karizme, poslušal sem zgodbe, pričevanja. In sem seveda tudi sam zahrepenel po njih, po čudežnih trenutkih, mogoče po malce drame. Pa nič. Nimam daru jezikov, ne daru solza med molitvijo, nimam daru spoznanja in uvidov, nikoli med molitvijo nisem počival v duhu. In vem, da on že ve, zakaj mi tega ne da. Morda zato, ker tega ne potrebujem, morda zato, ker bi moja pozornost potem ostala ujeta v tistem
čudežnem trenutku, morda zato, ker bi potem izgubil stik s tisto večino posameznikov, ki te darov tudi ne okušajo. Pa še zdaleč nočem reči, da ne doživljam oči karizem, ampak karizem je brez števila in Sveti Duh prebuja prav tiste, ki jih konkretna skupnost potrebuje. Doživljam jih, nekatere tudi v sebi, številne v svojih sodelavcih. Karizma vodenja, karizma odkrivanja darov posameznikov in odkrivanja mest, kjer bodo te svoje darove lahko uporabili. Karizma pričevanja. Veselim se vsega, kar Sveti Duh prebuja v nas in med nami. Marsikaj raste tako, kot smo si zamislili. Marsikaj lepše, kot bi si sploh mogli zamisliti. Zato sem hvaležen za vsako srce, ki je odprlo vrata, za vsako njegovo presenečenje, za vsak nov goreči grm, ki ga je zanetil ravno takrat, ko se je gorečnost poslanstva nekje pričela ohlajati. Eden takih grmov se je vnel, ko smo sodelavci pred leti brali Božjo prenovo Jamesa Mellona. Najprej sem si mislil, pravi poudarki, svež pogled, to je to. To je vizija cerkve za naš čas. Misijonska cerkev. To je cerkev, kakršna je bila v začetku. In to bi bilo krasno presaditi k nam. Že med branjem se je nekaj premikalo. Potem pa je Duh povezal toliko koščkov, na videz nepovezanih, na videz čisto človeških, tolikokrat zmedenih. Ja, on je, ki daje življenje. Ne toliko v kakem velikem spektaklu, največkrat v tihih spremembah, v potrpežljivosti, v vztrajnosti, v ljubezni, ki veliko dela in ne išče aplavza zase. Zato, dragi brat, draga sestra, če imaš Svetega Duha tudi ti še vedno na polici, in še enkrat mi oprosti, da te sodim po sebi. Skratka, če imaš Svetega Duha na kaki polici, sicer nič hudega. On ni užaljen. On ne potrebuje pozornosti in reklame. Želi pa ti podariti življenje. Želi ti podariti svojo ljubezen. Želi ti podariti resnično veselje. Želi te objeti z upanjem. In on že ve, kam te želi usmeriti. On že ve, kje je zate resnično življenje. Čisto malo mu odpri vrata. Potem pa samo bodi pripravljen, ker se utegne vse spremeniti na bolje. Sveti Duh, pridi. Ti, ki nisi oddaljeni Bog, ampak dih v meni, bližina, prisotnost. Ti, ki nisi učinek, ampak življenje, ki tudi v suši rojeva sadove. Pridi, Sveti Duh, in razvedeni se vsem tistim, ki te imajo še vedno nekje med lepimi spomini na svoji pobožni polici. Pridi, Sveti Duh, odpri vrata, odgrni okna, odpri srca, odpri glave, naredi prepih in prinesi svojo svežino in novost. Pridi, Sveti Duh, pridi k tistim, ki hrepenijo po več, po moči, po ognju, po spoznanju. Nauči nas, da tvoj najmočnejši dar ni čudež, ampak ljubezen, ki se ne napihuje, ne išče svojega. Vse, ki te iščejo nekje v oblakih, nauči, da je morda največja karizma preprosta potrpežljivost in da je morda največji čudež preprosto odpuščanje. Pridi, Sveti Duh. Pridi k tistim, ki so nehali čutiti, k tistim, ki so se nehali čuditi, k vsem tistim, ki mislijo, da niso izbrani, k tistim, ki mislijo, da nimajo ničesar za podariti, k tistim, ki mislijo, da ne znajo, ne zmorejo, da oni niso za to. Oživi v njih tisto, kar si že zdavnaj položil vsakogar od nas. Pridi, Sveti Duh, pridi k tistim, ki služijo, k tistim, ki dajejo in se včasih ob tem počutijo sami in malce utrujeni. Spomni jih, da niso sami, da si že pred njimi ti, ki nisi pomočnik, ampak sopotnik, vir, ogenj, prijatelj. Pridi, Sveti Duh, v naše skupnosti, v naše družine, v našo cerkev. Pridi, ne zato, da bi jo naredil popolno, ampak zato, da bi jo naredil živo. Naj te v njej čutimo, v naši cerkvi, po
po trpežljivosti, po nežnosti, po prijaznosti, po rokah, ki podarjajo objem. Pridi, Sveti Duh, pridi v mojo šibkost, moj občutek, da ni dovolj, v moj strah pred tvojo svobodo. Pridi, Sveti Duh, in me vedno znova napolni z vero, da ti že veš, kam me vodiš. Pridi, Sveti Duh, zdaj, ta trenutek, napolni moje srce in srca vseh mojih bratov in sester, ki ta trenutek z odprtimi srci čakajo tvojo moč, tvoje veselje, tvoje upanje, tvojo ljubezen. Ne jutri, kar zdaj. Vse je pripravljeno, Sveti Duh. Srca so odprta. Pridi, pridi. Amen. Radijski misijon. Mali misijonski nagovor. Mitja Markovič, župnik v Šentjurju.